205, 206, 207, 208, 208. Se najbrž že veste, ampak Peugeot se je odločil končati to norijo s številkami in zato imajo vsi njihovi novi modeli na koncu 08, tudi novi Peugeot 208. In če že ime ni novo, je novo vsaj čisto vse ostalo. 208, da ne bo dileme, piše tudi tukaj zadaj, je odrasel, diši po kakšnem večjem razredu, zadek je postal eleganten, luči so po levje agresivne, spredaj je dobil 2 čekana, nad katerima tokrat sicer svetijo halogenke, maska je resna, daljši je za dobrih 8 cm, prtljažnik pa ima 26 litrov več. Tukaj manjka en napis. No, ampak če mislite, da je zunaj na stopaški, počakajte, da ga vidite notri. Pri Peugeotu so na novo definirali, kako lahko izgleda kabina pri malčkih. iCockpita smo v takšni ali pa drugačni obliki seveda že vajeni, no nikoli pa si nisem mislil, da jim bo nekaj takšnega uspelo tudi v njihovem najmanjšem modelu. No, drugem najmanjšem. Tule se sedi kot v razred ali pa 2 večjih avtomobilih, tale pogruntavščina za odlaganje telefona je naravnost genialna, nasploh je dizajn futurističen in materiali so nadpovprečno kakovostni za ta razred, vsaj dokler ne prijete do vrat. Nobeden od konkurentov nima tako visoke sredinske konzole, no definitivno pa noben od avtomobilov nima takšnih števcev oziroma zaslona. 3D je. Pred glavnim zaslonom je še en kos prozorne plastike in zaslon na vrhu, tule projicira na njo in tako dobite zanimiv 3D efekt. Takšni merilniki pridejo s srednjo opremo Allure. Ena stvar me pa še vedno zelo moti in sicer, da klimo lahko upravljam samo tule preko zaslona. Ni varno, je pa lepo in prečiščeno, a ne? 1,2 litrski turbobencinski trivaljnik je dober. Ima tak prijeten klopotajoč zvok trivaljnikov in nič neprijetnih vibracij, ki običajno pridejo v paketu. Za samo 100 konjev je izvrsten, pri nižjih vrtljajih se obnaša kot dizel, navora je veliko, po občutku bi rekel, da ima celo več moči. Še ko v 5. ali pa v 6. prestavi pritisnem gas, čutim, da pospešuje, zato komaj čakam še na 130 konjsko varianto, ta je namreč v sredini bencinske ponudbe. Škoda edino, da menjalnik ni enako uživaški, že tale ročica je prevelika. Ok, dobro je za roko počivati na njej, recimo na avtocesti, ampak pri samem pretikanju pa je prevelika. Pa tudi občutek pri prestavljanju v bistvu ni tako dober, čeprav je v primerjavi s starimi, nenatančnimi menjalniki mnogo boljši. Malo gumijast je tudi občutek med vožnjo, na volanu in pri podvozju. Volan tudi ni preveč natančen, malo odsotno deluje od koles, kar vidimo tudi pri ostalih Peugeotih, večini, sploh ženskam, pa bo v bistvu ta lahkotnost zelo všeč. Podvozje tudi ni tako prepričljivo kot pri najboljših, malo več časa potrebuje, da se umiri, če hitro zamenjate smer in nagibanja je za ta razred dokaj veliko. Pri 2008 nas to ne zmoti, tukaj pa, ker je avtomobil bolj nizek in imaš potem občutek, da mora biti malce bolj športen. Poraba bencina je zmerna, zlahka pod 7 litrov. Tole je res čudno, če je E208, tukaj napišejo. Če je oprema GT Line, tudi tukaj napišejo. Oprema Allure pa očitno ni dovolj zanimiva in je tale del ostal kar prazen. Kakorkoli, pri takšni srednji opremi in srednje zmogljivem motorju boste za ta avto odšteli 18 200 evrov, kar ni malo, lahko pa tega malčka dobite že za 13 300 evrov. Ampak v tem primeru pozabite na takšna fina platišča in 3D merilnike. Nekaj, novi 208 je zelo moderen avtoček, pri Peugeotu so itak mojstri dizajna, tako kabine kot zunanjosti, so pa seveda nekateri kompromisi, ki se tičejo vožnje. Vi veste, kaj je vam najbolj pomembno, mi ga vseeno lahko priporočimo in mu damo certifikat zanimivosti. Evo vidiš, to bi dejansko lahko uvedli.